Razstava v etnografskem muzeju odličnih pekovskih izdelkov je pravzaprav nadgradnja našega tradicionalnega ocenjevanja odličnih pekovskih izdelkov, ki ga organiziramo vsako leto na Gospodarski zbornici. Sama razstava je umeščena v dogodek Festival odličnih pekovskih izdelkov, ki se bo odvijal v jutrišnjih dopoldanskih urah na Stritarjevi ulici v centru Ljubljane, od Tromostovja pa do Robovega vodnjaka. Želeli smo domačemu potrošniku približati odlične pekovske izdelke in ga pravzaprav upozoriti na kakovostne izdelke, ki jih lahko vsakodnevno kupijo pri svojih trgovcih. Naš cilj je bil povezati tudi kakovost, tradicijo, inovativnost in pa seveda izboljšati odnos nas vseh do samega izdelka, kot je kruh in pa pekovsko pecivo. V Slovenskem etnografskem muzeju smo izredno veseli ponovnega sodelovanja z gospodarstvom, ker se mi zdi posebej pomembno, da se tukaj združujemo. Kajti gospodarstvo dela izredno dobre stvari, predvsem ta pekarska sekcija v primerjavi z nami, ki pa skrbimo za kulturno dediščino in hranimo številne dokumente. Predvsem zelo bogato imamo pri nas fototeko, ima različne zapise, ki smo jih pa seveda tukaj v eni taki manjši različici predstavili tudi na razstavi. Mislim, da zlata priznanja imajo velik pomen tako za peke, proizvajalce, kot tudi za potrošnike. Na eni strani to se prodajajo informacije o potrošniku, kateri pekovski izdelki res izpolnjujejo najvišje kakovostne standarde in seveda iz tega vidika jim je bistveno lažje in enostavneje se odločiti za svoje nakupe. Na drugi strani pa pravzaprav omogočajo eno izmenjavo dobrih praks in nevtralen pogled, to se pravi na to, kje smo z našimi kruhi, po obliki, po senzoriki, po okusu, po sami kakovosti. In iz tega vidika pravzaprav ravno tak izbor nam omogoča, da smo vsako leto boljši. Seveda boljši zaradi tega, da smo uspešnejši in boljši zato, da seveda potrošniku nudimo čim širši, čim kakovostnejši izbor kruhov. Mislim, da z tem smo prišli res do tega, da smo lahko ponosni. Mislim, da v Sloveniji jemo najboljši kruh v Evropi. In seveda tudi tako tekmovanje je k temu pripomoglo. Fantastični. Jaz mislim, da moramo to zlato priznanje zelo močno ali močneje promovirati. Zelo dobro bi bilo, da bi skušali ta isti del mogoče dati tudi v tujino, nekako prodati ali pa dati know-how in da bi to naredila ena evropsko zlato priznanje. Jaz mislim, da bi to bilo zelo, zelo dobra ideja. Zlato priznanje nam pomeni predvsem potrditev našega dobrega dela, našega dobrega razvoja, dobro delo naših pekov in seveda prepoznavnost na trgu, prepoznavnost našega podjetja kupcu. Zlata priznanja za Pekarno Pečjak ima dvojni pomen. Prvi pomen je, da nekako zunanje preverimo našo kvaliteto, se ga oceni strokovno usposobljena komisija in tam dobimo realne podatke, koliko smo dobri. Druga stvar pa je seveda nam tudi pomaga pri prodaji na trgu. Ne samo, da končni potrošnik zahteva izdelke, da dobro prepozna tak znak, vendar ga tudi trgovci čedalje več zahtevajo ta znak na izdelku. Tudi v podjetju Spar Slovenija se zavedamo pomembnosti tega segmenta kruha, zato smo se pred 10 leti odločili za svojo lastno pekarno. Imeli smo to možnost, da smo lahko postavili od začetka, se pravi izbirali svoje surovine najboljše kvalitete, postavljali take in tradicionalne in industrijske tehnološke postopke in rezultat tega so izdelki, katere predstavljamo tudi danes tukaj oziroma vsa leta, odkar sodelujemo na tekmovanju za ocenjevanje kruha. To nam doda neko dodatno možnost predstavitve kvalitete, ki jo slovenska pekarska industrija premore in veseli nas, da smo del te kvalitete. Nas veseli, da je en tak prireditev, kot je danes, da je pomen kruhu in tej tradiciji v Sloveniji. Nagrade zlata odličja za pekovske in slaščičarske izdelke pomenijo v prvi vrsti podjetju Mercator invalidsko podjetje priznanje, da delamo odlične izdelke. Hkrati pa verjamemo, da jih prepoznajo tudi naši potrošniki in se zaradi tega tudi odločajo za nakup naših izdelkov. Dogodek kot je današnji sigurno pozitivno vpliva na promocijo vseh pekarskih in slaščičarskih izdelkov. Hkrati pa je to dobrodošla popestritev tako za
potrošnike kot za medije. Ti dogodki moram reči, da so zelo pozitivni za, bom rekel, skupno pekovsko branžo in pa pekarstvo na Sloveniji. Se nekako tako promoviramo, bom rekel, slovensko pekarstvo v Sloveniji in si poskušamo s tem ohranjati delež slovenskih izdelkov na tržišču in pa seveda po drugi strani je tudi pravilno, da se peki med sabo tudi kdaj podružimo, ne samo, da si non-stop samo konkuriramo. Ta nagrada nam je priznanje, kar je znotraj stroke. Vsa leta sodelujemo že od začetka, pošiljamo naše najpomembnejše kruhe in to, da vsako leto Karjavelj dobi 5 točk, da jih to dobiva že 17 let, to je tisto, kar pomeni, da dobro delamo in nam je merilo še za naprej. Ta dogodek zelo pozdravljamo, zato tudi sodelujemo na njem. Zdi se nam, da moramo na tem delati še naprej, kajti če ne bomo sami nosilci priznanja, vlagali v to, da je to priznanje poznano in razširjeno, potem tudi to priznanje ne bo toliko veljalo. Ocenjevanje je vsako leto bolj strogo, bolj strokovno, zato je to dokaz, da delamo dobro, da delamo kvalitetne izdelke, da so naše razvojne aktivnosti usmerjene v pravo smer. Hkrati pa je to tudi ena zelo dobra marketinška podpora prodajnim naporom, saj je dokazano, zlata medalja pomeni boljšo prodajo. Letos smo to dogradili, namreč želimo, da pravzaprav te naše izdelke poizkušajo, preizkušajo, se z njimi seznanjajo tudi slovenski potrošniki. Tako da to se pravi, jutri imamo ta festival kruha, kjer verjamem, da bo obilo veselja, obilo radovednosti, kako to delamo, iz česa so ti naši kruhi, kam gremo s temi našimi kruhi in to bomo seveda z Ljubljančankami in Ljubljančani in seveda turisti z veseljem delili. Tako da izkoristil bi še to priložnost, da bi se tudi seveda zahvalil Etnografskemu muzeju in seveda tudi mestu Ljubljana, ki nam je to seveda širšo promocijo omogočilo.